Lep pozdrav, sem Parsifal, kralj Svetega Grala. Povedal vam bom nekaj o pripovedovanju. Povabim vas v grad Svetega Grala. Nahajamo se v času, ko se je treba aktivno vprašati, kdo smo in kaj smo. Da lahko vzpostavimo zdravorazumske vrednostne sisteme, moramo najprej realno vrednotiti. Namesto k idolom se moramo zatekati k idealom. Namesto nemega gledanja televizijskih ekranov občudujmo raje žive notranje slike. Žive notranje slike aktiviramo z zdravilno močjo besed. Pripovedovanje je širjenje zdravilne moči besed. Kaj je pripovedovanje? Pripovedovanje je doživeto podajanje zgodb. Ni zgolj suhoparno reproduciranje vsebin, ampak je aktivno podoživljanje. Pripovedovanje omogoča široko percepcijo, saj aktivira tudi sinestezijo. Pripovedovanje omogoča aktivno participacijo v podanih zgodbah. Zdravje je aktivno zavedanje. Tudi pripovedovanje ga omogoča. Ker med pripovedovalko ali pripovedovalcem ter publiko poteka interakcija, gre pri pripovedovanju za medsebojno prilagajanje, kar omogoča humano aktivno sporočanje in ne suhoparne reprodukcije. Pripovedovanje ni referiranje, kajti aktivno aktivira tudi širše kontekste. Pripovedovanje se ne nanaša zgolj na leposlovje. Pripovedovati je možno tudi dejanske zgodbe iz zgodovin civilizacij. Tokrat se osredotočimo na turizem. Vsako okolje zraven materialne dediščine premore tudi duhovno dediščino. Zgodbe so tiste, kar okolju, se pravi materiji, doda življenje. Okolja ni treba zgolj videti, ampak ga je treba zaznavati tudi širše. Te širše zaznave nam omogočajo tudi pripovedovanja. V tem kontekstu so pripovedovanja osmišljevanja, se pravi manifestiranje smislov. Glede na dejstvo, da beseda smisel vsebuje tudi besedo misel, je razumljivo, da nekaj osmislimo z aktivnimi mislimi. Kako to deluje, vam bom prikazal na popotovalnem pripovedovanju skozi Ptuj. Obiskal bom Ptuj, magično mesto, kjer bom pojasnil bistvo Svetega Grala. Najprej sem se ustavil pri Mitreju, svetišču. Ptuj lahko za voljo teh svetišč imenujemo tudi mesto sonca. Mitrej mi bo povedal prvo zgodbo. Za ohranitev Svetega Grala potrebuješ svetlobo sonca. Ptuj je mesto sonca. Podaj se v jedro in spoznaj bistva. Podal se bom v jedro magičnega mesta, kjer me pričakuje duh mesta. Seznanil me bo z bistvi duhovnosti. Nagovarja te duh mesta. Parsifal, pozdravljen. Čast nam gre, da te gostimo tukaj. Podaj se v jedro, kjer te pričakujejo nova spoznanja. Prispel si na mestni trg. Tukaj te pričakujeta angela Petavus in Ptujus. V življenju se zavestno nagibaj k temu, da misliš dobro in delaš dobro. Izogibaj se stran potem. Smisel življenja je dobrota.
Dojami, da dobrota ni sirota, ampak je krepost. Pot nadaljuj do slovenskega trga. Prispel si na slovenski trg. Tukaj te pričakuje Parleanus. Spoznaj lepote tega mesta. Navdale te bodo z optimizmom. Mesto muzej premore mnoge zaklade, ki razširijo ti obzorja. Modro je upoštevati modrosti. Pot nadaljuj do mestnega stolpa. Tam te pričakuje lev. Sem lev, kralj živali. Pozdravljam te v našem mestu, kjer med živalmi in ljudmi vlada harmonija. Prostora je za vse, naj nas povezuje spoštovanje. Odpravite se v cerkev, kjer vaju čaka sveti gral. Parsifal, vstopi v cerkev svetega Jurija, kjer te bo nagovoril duh svetega grala. Parsifal, pozdravljen. Sem duh svetega grala. Simboliziram zdrave sile vesolja. Zaupal ti bom bistvene skrivnosti za zdravo in srečno življenje. V fizični obliki obstajam kot marmor, kamen. Nahajam se na slovenskem trgu, obišči me tam. Dojel me boš. Trenutno sem zakrit. Tvoje čiste misli in dejanja me razkrijejo. Prispel sem na slovenski trg. Sveti duh, sveti gral, prosim, prikaži se. Zaupaj mi skrivnosti zdravega in srečnega življenja. Parsifal, spoštovanja vreden mož, tukaj sem. Z veseljem zaupam ti skrivnosti. Poslušaj me pozorno in pomni. Planet Zemlja se imenuje svet. Že ime priča o svetosti. Izkazujmo spoštovanje, je tvoj dom. Vsako življenje je sveto. Živi ga v smeri smiselnega sobivanja. Zdravje največje je bogatstvo, ne denar. Bog tukaj je za vsakogar, ki hoče in želi ga čutiti, živeti. Prava in zdrava vera je tista, ki vzpodbuja smiselno bivanje in sobivanje. Ko govoriš o Bogu, ne pozabi na boginjo. Bog in boginja delujeta v harmoniji. Ne osredotočaj se zgolj enostransko. Svetost je kadarkoli in kjerkoli. Dosežeš jo s tem, da dobro misliš in dobro delaš. Ustvarjaj in ohranjaj dobro. Kadarkoli in kjerkoli izkazuj ustrezno spoštovanje. Zavedaj se, da ne obstaja zgolj duh ali zgolj materija. Pomembna najti bo ustrezna harmonija med duhom in materijo. Spoštuj in ceni vsak trenutek življenja. Zdravo spoštovanje izkazuj sebi in okolici. Ko živiš življenje zdravo, smrt ni propad, ampak prehod v sveto daljavo. Parsifal, si spoštovanja vreden mož. Upoštevaj koristne nauke in živel boš zdravo in srečno. Sveti duh, sveti gral, hvala. Sedaj se vrni na grajski grič. Parsifal, nagovarjam te duh mesta. Zahvaljujem se ti za obisk in ti izrekam spoštovanje. Dobrodošel si, kadarkoli si želiš priti. Hvala vsem, ki ste me sprejeli, ki ste me sprejele prisrčno. Doumel sem bistvo zdravega življenja.
V magično mesto sonca se bom vrnil večkrat. Hvala in nas videnje. Spoštovane in spoštovani, nagovarjam vas iz gradu Svetega Grala. Nauk zgodbe je obsežen, a ga lahko ubesedim z eno povedjo. Bog ali boginja pripoveduje in ne prepoveduje. Naj navdaja nas ljubezen. Srečno! You